Hello, lep pozdrav vsem, z vami sem Explicit in nov dan, nova novica in danes bomo govorili o trgih. Torej, kar precej zanimiv članek, še bolj zanimivim podnaslovom. Smo se v krizi kaj naučili? Seveda ne. Ampak razloge navaja čisto neke druge, kot sicer jaz mislim, da so bistveni razlogi, da se nismo ničesar naučili, seveda od prejšnje krize. Ne? Še naprej je na udaru predvsem tehnološki sektor. Torek je prinesel tudi občuten padec nafte, tako da je Brent prvič po juniju pogledal pod $40. No, vsaj ni šel v minus. Potem, ko je že v četrtek tehnološki indeks Nasdaq padel za 5% in se niti v petek ni znebil rdeče barve, RTV-a smo malo poetični, se je popravek po podaljšanem koncu tedna, v ponedeljek je bil v SDA praznik, nadaljeval še včeraj, ko je Nasdaq izgubil 4% in gladko zdrsnil pod 11.000 točk. Vzrok za nenadni pesimizem je več. Vrednotenja delnic so bila previsoka, prihaja jesen, ki prinaša nove skrbi zaradi koronavirusa, nervozo povzročajo tudi novembrske predsedniške volitve, pa ameriško-kitajski trgovinski spor. Tesline delnice, ki jih je eden od analitikov zaradi eksplozivne rasti imenoval najnevarnejše delnice na trgu, so tudi zaradi razočaranja, ker niso bile sprejete v elitno družbo indeksa S&P 500, že skoraj 30% oddaljene od rekorda, samo včeraj so strmoglavile za 20%. Te imam odprto tle, ja, kar precej, ja. Čeprav, znajo po mojem iti še malček naprej, ampak mislim, da znajo pasti nekje do $200. Mislim, da znajo prijeti, so pa kar precej parabolno zrasle. No, pojmo naprej s člankom. SoftBank je kupila za $4 milijarde opcij na delnice Amazona, Microsofta, Tesle in Netflixa, ravno Tesle, jih je že sicer imela v svojem portfelju, je poročal Wall Street Journal. S to tvegano stavo je skupna izpostavljenost narasla na približno $50 milijard. Če bo šlo kaj narobe in trenuten popravek že gre v to smer, bo družba izgubila večino vložka. Gre za izjemno tvegane posle, ki bi se jih morali po krizi 2008 finančniki izogibati, a jim pohlep očitno ne da miru. Zato pa, dragi sledilci, je najboljše, da ne zaupate finančnikom, se sami naučite obvladovati svoje finance in sami začnete vlagati. Ne? In ta prvo pravilo trgov je, da ne smete mešati občutkov z denarjem. To je ta prvo pravilo in pohlep je pač eden izmed občutkov. Celo slab signal iz Savdske Arabije. Lahka nafta, VTI, je zanihala kar 9% navzdol, vse do $36 za 159 litrski sod, medtem ko je cena Brenta prvič po koncu junija zdrsnila pod $40. Fedova politika bo še naprej hranila bika. To se pravi, da bo printala denar in kradla nam, vam, vsem po vrsti, vsem, ki šparajo denara, nižala vrednost dolarja, zato da bojo delnice še naprej hodile gor. Kljub popravku, ki ga v zadnjih dneh spremljamo na delniških trgih, je Peter Oppenheimer, glavni strateg banke Goldman Sachs, še vedno prepričan, da trg ostaja v bikovskem trendu in da bo ta padec naredil le prostor za še močnejšo rast. Prepričan je, da smo šele v zgodnji fazi bikovskih gibanj, ključno vlogo pa seveda igra ameriška centralna banka.
bo še naprej in naprej printala denar. Ampak to žal ni rešitev, kar se bo izkazalo enkrat naprej. Ok, pa poglejmo še malček trge, ki zanimajo predvsem mene in bi morali tudi sicer vas. Tukaj imamo karto za zlato, ki je kar precej v bikovskem trendu, ampak znake kaže, da se bo spustilo. Ta vzorec, ki ga riše, je descending triangle in glede na Fibonacci retracement, ki sem ga izrisal tukaj, bi se lahko spustilo vse do 1756 tukaj in potem od tega se odbija nazaj novim in da dosega nove višine. Mene najbolj sicer zanima srebro. Tle sem jaz sam kar precej vlagal, pa bi si želel tudi dosti več imeti. Ampak mislim, da se bo pojavila tudi nova priložnost za nakup, ker srebro zna kar precej pasti. Sicer isto glede na Fibonacci retracement vse do $18 na unčo. Lahko se ustavi na 0,5, ampak to malček dvomim, bolj se mi zdi smiselno, več možnosti je, da pride do 0,618. To je 18, približno tam nekje $18 na unčo in potem od tega, da se odbije. To je tudi kar precejšnja podlaga, kot vidite tukaj, ne. Je bila kar precejšnji resistance, ki smo ga seveda prej prebili in zdaj je podlaga, od katere se lahko odbije in gre v nove višave naprej. Naslednji na vrsti je Bitcoin, kjer smo glih pred kratkim prebili tale mesečni trendline, kar je zelo pomembno. To je izredni bikovski trend, ampak seveda smo se kar parabolno uspeli in sedaj se moramo še malček spustiti. Smo se spustili že do 10.000, ampak jaz mislim, da lahko gremo še malček nižje, do nekje 9.000 in se od tega nazaj odbijamo najprej do 14.000, kjer smo prej ostali, kjer so se tele svečke prej končale, in potem spet do 20.000. To naj bi se po mojem zgodilo nekje v novembru, decembru in potem se bomo spustili nazaj dol. To so seveda vse moji predlogi, moji komentarji. Nikakor jaz nisem vaš finančni svetovalec, tako da odgovornost za svoj denar nosite vi. Tukaj je še ena zanimiva karta. To je Fear and Greed Index. Indeks strahu in pohlepa. In trenutno smo v strahu. Bili smo kar precej gor v pohlepu. In prej smo bili v 83, spustili smo se kar 40, 38, ampak jaz mislim, da lahko gremo morda še malček nižje, ali pa morda ostanemo tle, pa pri Bitcoinu gremo malček nižje in se od tega odbijemo, zaradi tega, ker to je, če tukaj potegnemo črto, se izriše kar precej pomemben trendline, tako da zna biti opcija, da se od tega odbijemo in
gremo naprej v nove višave, kar se Bitcoina tiče. To je seveda to za danes. Treba je biti previden, pametno investirati, ne dajati občutkov v denar. To je točno to, kar kaže tale karta. Mi hočemo biti pametni tukaj, ko je pohlep visok, tukaj nočete investirati, tukaj hočete prodajati. In ko pač pademo dol, ko je veliko strahu na trgu, takrat hočete kupovati. In zato pač ne smete imeti občutkov do denarja, ki ga dajete na trg. To bo to za danes. Imejte se lepo in se vidimo naslednjič. Čau!